Pozdravljeni. V tokratnem 33. tedenskem komentarju novic bomo imeli kar obilico materiala, o katerem razpravljati. Tudi tokrat boste lahko videli 4 posamične sklope, čeprav trije bodo navezani eden na drugega, zato ukolikor vam bo manjkala informacija v enem, jo boste morda dobili v drugem sklopu. Seveda, kot ponavadi so vsi viri z bližnjicami navedeni v opisu, treba je pa poudariti, da v tokratnem komentarju novic se bomo bolj ukvarjali z vozniki, za razliko od tistega, kar smo videli v prejšnjem delu. Kar se tiče potrditev glede voznikov v zadnjih urah, smo imeli sedaj kar obilico, lahko bi rekel celo preveč novic. Seveda, dosti se vrtelo okrog ekipe Haas in tovarniške ekipe Mercedes. A začnimo najprej pri ekipi Haas. Tam so potrdili oba voznika za naslednjo sezono. Pred kratkim, pred nekaj urami, smo dobili tisto uradno potrditev za Mika Schumacherja. Malce prej smo pa zvedeli, da tisti drugi voznik bo Nikita Mazepin. Nič novega in nič presenetljivega. Treba je razumeti, da pri ekipi Haas finančno niso prav na zeleni veji, zato so se tudi odločili k takemu izboru. Nikita Mazepin prihaja iz bogate družine in bo lahko finančno pomagal ekipi Haas, medtem ko Mick Schumacher samo zaradi svojega priimka je že izjemno zanimiv za potencialne pokrovitelje. S tem ne mislim nič slabega o Micku, ampak Schumacher je seveda magnet. Tega ne smemo prezreti. Zanimivo je nekaj drugega. Gledali smo veliko nagrado Bahrajna in mislim, da vsi vemo, da Romain Grosjean ne bo nastopil. No, pri ekipi Haas so se odločili, da na prazni sedež, vsaj na veliki nagradi šahirja, posedijo Pietra Fittipaldija, rezervnega voznika ekipe Haas. O njem malce kasneje v drugem sklopu. A za razliko od tistega, kar smo videli pri ekipi Haas, so se odločili pri tovarniški ekipi Mercedes. Namreč Lewis Hamilton, kot dobro veste, je pozitiven na COVID-19, zato tudi njega ne bomo videli na veliki nagradi šahirja. In pri Mercedesu so se odločili, da ne bodo porabili tistega rezervnega voznika. Stoffel Vandoorne je baje celo na poti v Bahrein, a vseeno tisti prosti sedež bo zasedel George Russell. In ja, prav ste slišali, George Russell, voznik ekipe Williams. Russell je v shemi teh voznikov pri Mercedesu, a tudi sam trdi, da on je bil, je in bo voznik ekipe Williams. Njegovo izjavo z podnapisi lahko spremljate. Sveda, lepa priložnost za Georgea. Ne rečem, da ne, ampak zakaj imajo pri Mercedesu rezervnega voznika, če ga nočejo rabiti? Brez veze je imeti samo neko ime na papirju, katero na konec koncu ne prinese nobenih rezultatov. Naprimer, še Ferrari javno pove, da njihov rezervni voznik je Antonio Giovinazzi, čeprav drugače vozi za Alfa Romeo Racing. A vseeno to, da George Russell se bo vsaj za eno dirko premaknil iz Williamsa k Mercedesu, pomeni, da pri Williamsu imamo prost sedež, katerega bo zasedel rezervni voznik Jack Aitken. Tisti, ki se je pred kratkim preselil iz sfere Renault v Williams, bo dobil priložnost. In zanimivo je to, da on vozi v Formuli 2, prav tako kot Schumacher in Mazepin. Zanimivo je, kako nekaterim dajo možnost, da nastopijo vsaj na eni dirki za svetovno prvenstvo Formule 1, za druge, kateri bodo sodelovali v naslednji sezoni, se pa to ne zdi potrebno.
Je morda kak zaplet okrog superlicence? Ne vem, ampak o tem, kot sem povedal, bomo govorili v drugem sklopu. Zanimivo je le to, kako Stoffel van Dorn, tisti čudežni deček, kateri je bil na mestu rezervnega voznika, je izvisel. Čeprav sem sam mislil, in to priča starejši posnetek, da bo on tisti, ki bo nadomestil Lewisa Hamiltona. Pač je v vlogi rezervnega voznika, a temu rezervnemu vozniku ne bodo dali možnosti. Krut svet Formule 1. Izbor Pietra Fittipaldija kot tistega nadomestnega voznika za poškodovanega Romana Grosjeana mene osebno malce presenetil. Namreč prvič nisem bil prepričan, da sploh ima določene točke za podelitev superlicence. Spomnil sem se tistih člankov, ki smo jih videli na začetku sezone, ko je Sergio Perez bolel in kjer so obdelovali, kdo sploh so rezervni vozniki. Citiral bi tistega iz portala Race Fans, kateri je bil objavljen 15. junija, pa celo Autosport 10. junija je dvomil v točke za superlicenco Pietra Fittipaldija. A racefans.com 30. novembra je potrdil, da Pietro Fittipaldi ima zlaz dovolj točk za superlicenco. In večino teh točk je dobil praktično po golem spletu okoliščin. Govorimo o tem, da je bil poškodovan, zato so določene točke prenesli naprej, tako da mu niso propadle. Drugi jih je pa osvojil zato, ker so bile določene prvenstva rahlo okrnjena zaradi COVID-19. Vseeno, za las mu je ratalo dobiti dovolj točk, da bo dobil superlicenco in tako nastopil na veliki nagradi Shakirja. A tu se poraja neko drugo vprašanje. Res, točk ima dovolj, kaj pa izkušenj? Namreč letošnjega bolida ekipe Haas Pietro Fittipaldi ni vozil. Verjetno po kilometrini imata tako Nikita Mazepin kot Mick Schumacher bistveno več izkušenj od Pietra Fittipaldija. In da ne bo pomote. Meni Emerson Fittipaldi je ena izmed legend Formule 1 in z velikim veseljem vidim vsakega Brazilca na štartnem razporedu dirke za Formulo 1. Vseeno sprašujem se, zakaj so se pri Haasu odločili tako, pri tovarniški ekipi Mercedes pač drugače. In lahko bi rekli, da pri Mercedesu so imeli na razpolago bistveno boljšega rezervnega voznika, kot je to v primeru ekipe Haas. In seveda, mnogi izmed vas bi lahko rekli, da ne Schumacher, ne Mazepin nimata superlicence. A dobro se spomnim govoric in trditev celo Micka Schumacherja, da superlicenco že ima. Ne vem, čuden izbor, kateri nam kaže, da v ozadju Formule 1 je marsikaj, kar mi navdušenci ne vemo in lahko tudi na prvi pogled ne razumemo preveč dobro. Vsaj pri meni je tako. Ob strani vsega dogajanja v ekipi Haas in seveda tovarniški ekipi Mercedes smo v ponedeljek po dirki za veliko nagrado Bahreina lahko spremljali tiskovno konferenco Sergia Pereza na YouTubu. In mnogi izmed nas, navdušencev, smo lahko pričakovali, da bo Sergio Perez povedal, da je podpisal z Red Bullom, oziroma da se bo umaknil za sezono iz sveta Formule 1 ali kaj tretjega. In kaj smo pravzaprav izvedeli na tej videokonferenci, katera je bila namenjena malodane vsem? Dobesedno nič. Prvič moram priznati, da sem konferenco nekaj časa celo spremljal, a videl sem izjemno nerodnega Sergia Pereza in po nekaj trenutkih, ko res nisem vedel, kaj želi povedati, sem odšel nekam drugam, počakal, da so drugi napisali članke in jih začel prebirati. Namreč Sergio Perez je povedal, da vkolikor ne bo podpisal z Red Bullom, si bo vzel verjetno leto premora ali podpisal s kom drugim, vkolikor mu bo dal dobro ponudbo. Ja, res, tisto vse, kar smo vedeli brez njegove konference.
A rad bi tu nekaj poudaril. Že prej smo govorili o Georgeu Russellu in spomnil sem se članka, katerega smo prebirali pred nekaj meseci. Namreč George Russell je trdil, da v tistem obdobju, preden je podaljšal z Williamsom uradno, je bil prav Sergio Perez oziroma ljudje blizu Sergia Pereza, kateri so spravljali v obtok novice, da je George Russell izgubil sedež pri Williamsu, kar se je na koncu pokazalo za čisto izmišljotino. To novico je, na primer, povzela tudi uradna spletna stran Formule 1, zato ji moramo dati neko težo. Morda Sergio Perez s takimi akcijami hoče nekako opozoriti nas, prisiliti po svojem Red Bull, da bo podpisal z njim. Kljub vsemu, sam ne verjamem, da bi Chris Horner in Helmut Marko bila pod vplivom takih konferenc, kateri bi jih v navednicah prisilile v podpis pogodbe s Perezom. Red Bull bo s Perezom podpisal, če bo hotel Pereza, in Perez pri tem, po mojem osebnem mnenju, nima dosti kaj narediti in seveda nima tudi ne vem kakih alternativ. Čudno se mi zdi, da nekdo, ki polaga vse na sedež pri Red Bullu, se sploh ukvarjal z ubogim sedežem Georgea Russella pri Williamsu. In tu je morda srž problema. Gre le za igro, kjer si Perez želi nekega sedeža v naslednji sezoni, ni važno pri kateri ekipi, a zgleda, da je iz vseh opcij izpadel. Izjava, katero je podal Daniel Ricciardo 29. novembra, katero smo lahko zasledili na spletni strani motorsport.com, je požela veliko zanimanja med navdušenci Formule 1. Namreč povedal je to, da se mu ne zdi prav, da so tolikokrat ponavljali nesrečo Romana Grosjeana, na primer na televiziji. In sam ga razumem. Namreč sam kot voznik je bil verjetno pretresen, ko je videl tisto. Nekaterim malce manj izobraženim sledilcem Formule 1 se lahko zdi tudi zanimivo, da nekoga zajamejo plameni, in seveda nalašč uporabljam blage izraze pri opisu teh osebkov. Po drugi strani gre razumeti, da je bistveno bolj težko za nekoga, ki pozna osebo, s katerim je v nekem prijateljskem odnosu, da vidi tisto, kar je gledal Daniel Ricciardo. In seveda naslednji dan na isti spletni strani motorsport.com smo videli tudi odgovor in seveda tudi mi navdušenci smo se strinjali v večini primerov s tem, da je televizija prenašala tisti incident. Seveda takoj zatem, ko smo izvedeli, da z Romanom Grosjeanom je vse v skorajda najlepšem redu. Poškodbe lahko rečemo, da so minimalne, tiste opekline niso nič v razmerju s tistim, kar bi se lahko zgodilo. Pustimo sedaj to na strani. Nastala je velika polemika v raznih medijih, a morda smo vsi mi malce zgrešili tisto, kar je hotel povedati Daniel Ricciardo. Namreč v svoji izjavi, katero Motorsport navaja dobesedno, je povedal, da mu ni bilo všeč, ker se je tolikokrat ponavljalo to nesrečo. Seveda, treba je razumeti režiserja, imel je 45 minut prostora, katerega je moral zapolniti na nek način. In imel je samo dva posnetka, posnetek štarta in posnetek nesreče Grosjeana. Zato je morda ta posnetek iz različnih zornih kotov res prevečkrat spravil v eter, in to je šlo več ali manj, kot sem sam razumel, na živce Danielu Ricciardu. In tudi iz tega zornega kota moramo mi navdušenci brati verjetno njegovo izjavo v originalu in ne tako, kot je marsikdo prevedel besede, ki jih je Ricciardo izrekel, ter mu položil v usta nekaj, kar v resnici lahko niti ni mislil.
Namreč strinjamo se vsi, da nesreča je bila za predvajati na direktnem prenosu Formule 1. V zgodovini smo videli bistveno hujše stvari. Pa da ne rečem tisto, kar se je zgodilo Šleserju oziroma Bandiniju. A seveda, drugačni časi, drugačne razmere. A vseeno, tudi Ricciarda je treba razumeti, kajti tudi on je človek. In čeprav bi se lahko komu zdelo zanimivo to, da je videl gorečega Grožana, nekomu, ki ga pozna, ki deli dobro in slabo z njim, ni vseeno, ko vidi nekoga v tako nevarni situaciji, kajti verjetno je izjemno malo potrebno, da bi bil on na njegovem mestu. In zato moramo biti pri raznih sodbah in izraženih mnenj izjemno previdni, ter bolje je, da dvakrat premislimo in skušajmo razumeti tudi, kaj je hotel določen osebek s tem povedati. Seveda, kot ponavadi, gre za moj oseben komentar, to je bil zadnji sklop za ta 33. del. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.